Pozdravljeni v 84. dodaji podcasta BIM Pogovori. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljeni, Robert. Zdravo, Matevž. Tale podcast oziroma tale oddaja je 1.1.2019 zunaj, tako da veliko sreče, Robi, v novem letu. In ja, se tudi poslušalcem našim, ne? Enako, tudi tebi. No, tole v bistvu bo najbrž bolj skoraj tradicionalna, vsebinska tradicionalna oddaja. Malo sem šel nazaj gledati in 48. oddaja. 48. oddaja je bila izdana, je prišla ven 2.1.2018. Tako da kar precej je od takrat se zgodil. Tako da plan je predvsem pogledati, kaj je 2018 prineslo za BIM podcast oziroma za BIM pogovore in jasno tudi malo širše, kaj se je okoli BIM-a dogajalo v 2018. Tako da začetek, v bistvu bi jaz začel z menim par številkam. Bilo je zelo veliko oddaj. Naredila sva en kratek eksperiment. Če se spomniš, mislim, da bo bolj okoli poletja in malo pred poletjem, okoli tistih 5 minut za BIM pogovore. Se pravi, v petkih sva nekako probala to speljati. Na koncu sva ugotovila, da je precej dela za relativno, se nama je zdelo malo učinka, tako da se to pol opustila. Zato tudi precej oddaj, ampak realno gledano sem jaz to malo zaštel in je to za 16 ur, Robi. Veš, koliko je to 16 ur? Ja, veliko. Jaz se sprašujem, kaj imamo mi da sploh za povedati, 16 ur. Ja, sej, ampak dobro je to vse, ne, da nisva sama govorila, ampak smo imela tudi 10 gostov. Tako da v teh oddajah, tako da upam, da se trudiva gostom prepustiti večji del časa, tako da gosti več govorijo kot pa midva, čeprav se včasih zdi, da jaz zabluzim, tako kot sem zdaj. Ampak, kakorkoli že, mislim, da je tako, če potegnem črto po 2018, mislim, da bo kar uspešno za BIM pogovore. Kaj praviš? Ja, ne vem, kako se ta uspeh meri ali pa vrednoti. Jaz bi bolj rekel, da je spremenil, ta podcast se je spremenil, glede na to, kak je bilo prejšnje leto. Se tebi tudi tako zdi, ali imam sam jaz tak občutek? Ja, v bistvu se kar strinjam. No? V bistvu mogoče še tiste reference na to, kako se meri ta uspešnost. Mislim, da se spomniš, nekaj časa nazaj sem imel eno predavanje na elektrotehniki v zvezi z izobraževanjem. Seveda se spomnim. Poslušalci to navajajo, ampak zadnji slajd v tisti predstavitvi sem dal tisto sliko, ki je moja hčerka, takrat je bila po moje prvi razred, narisala tako kot najni majci, ne? Potrudila se je in meni gor dala tisti model, tebi je proces BIM narisala gor. Tako da sem rekel, no, to je uspeh v bistvu. Tle jaz sem naredil svoje. V bistvu sem nekoga recimo delno vsaj navdušil ali pa sem ga mu povedal, kaj BIM je. Ne? Tako da na ta način jaz merim ta uspeh. Zdaj, da če bi meril o poslušanosti, odzivih in tako naprej, bi rekel, da bi bila lahko precej bolj uspešna. Ampak se mi zdi, da dokler z veseljem to počneva, je uspeh, se splača to delati pa. Meni se zdi zanimivo to, no, da se mi že dogaja, da mi med čist kakimi drugimi predavanji ali pa vajami kak študent reče, kdaj bo naslednja oddaja, kar se mi je letos že ene parkrat zgodil, pa je bil tak zelo hecen občutek. Predvsem tudi to se je spremenilo, da če so prvo leto vozila predvsem z gosti, je letos prvo leto, ko je bilo oddaj z gosti manj kot oddaj brez gostov. Zdaj, noben se ni pritožil, da mu to ni všeč, tako da ste si sami krivi. Ampak dejansko je bilo tako, da je v enem trenutku se nam je zdelo, da je treba malo počakati, da so se stvari že začele skoraj malo ponavljati. No. In potem so se osredotočili bolj na informiranje. Bilo je zelo veliko oddaj oziroma podcastov, v kateri sva govorila o tem, kje sva bila, kaj sva slišala, ko sva poročala iz dogodkov. Jaz moram priznati, da meni osebno so to najboljše oddaje, najboljši podcasti. Je pa res, da
tega ne moreš skozi, ker teh dogodkov pa vse ni toliko, da bi lahko na vsake 14 dni poročal iz katerega od njih. To se mi zdi bistvena sprememba. No, bil je tudi ta najn eksperiment 5 minut za BIM pogovore, ker jaz moram priznati, ko sva začela govoriti o tem, se mi je zdela ideja super, ampak pa, ko moraš pa to iz tedna v teden snemati, pa je bilo pa skoraj malo preveč odziva, pa praktično ni bilo nobenega. No. A je tebi kdo kaj omenil? Jaz mislim, da ne. Mislim, če že sam podcast delava v bistvu zaradi recimo najnega navdušenja za podcaste nasploh, pa jasno to poveževa z BIM-om, pač vam pride BIM pogovori. Sva tistih 5 minut za BIM pogovore dejansko še bolj tako nekako iz čistega občutka, da bi morda kaj tazga delali še recimo po vzgledu drugih podcastov, ki so mnogo večji, imajo mnogo več poslušalcev in so tedenski, kjer če tiste podcaste poslušaš, pa tudi je vprašanje včasih, ali imajo vsebine za vsak teden, ampak so sposobni te voditelji to nekako speljati in so na koncu tudi zanimivi in jaz osebno jih enostavno kar iz tedna v teden poslušam. Pa lahko rečemo, da se tudi ponavljajo in da se teme v bistvu zelo sorodne, še posebej, če pač poslušaš različne podcaste iz tedna v teden, kjer se na enem in drugem in tretjem govori o enih in istih zadevah. Ne? Tako da, skratka, hotel sem to reči, da tist 5 minut je bil res, se mi zdi, tak poizkus, ki pa, kot si že sam rekel, ni bil, vsaj v najnih očeh, recimo, ni bil najbolj uspešen. Ne, pa treba tudi povedati, da takle podcast, snemanje tega podcasta na 14 dni vzame vsaj krat 2 tistega časa, ki ga vi slišite. Kot prvo že itak dlje časa snemava, potem to Matej še vsaj enkrat toliko časa ureja, če ne 2-krat toliko. Zdaj pa, če to predstavite na tedensko frekvenco, poleg tega, da je še vseeno bilo tiste torke, vsake 14 dni je bila normalna oddaja, je bilo treba zelo veliko enega časa, pa volje, pa motivacije vložiti v to. No, in kljub temu, da je vlada neko prepričanje, da v javnem sektorju nič ne delamo, je to šlo predvsem na račun najnega prostega časa. In pa, če to sešteje s tem, da pa nekega merljivega učinka ni bilo, ali pa nekega odziva, ali pa kaj, se pa ve, zakaj so to opustile. Če so že pri teh eksperimentih, lahko začnemo še z drugim, nekaj je pa relativno nov. Ja, vse to sem pa hotel napeljati zdaj, da če smo v letu 2018 poskusila z takim kratkim formatom, pa se ni obnesel, je pa zdaj iz nekega Matevžega entuzijazma spet izšla nova različica podcasta. To ni več podcast, Matevž, to je zdaj že praktično oddaja. Skoraj. O čem govorim, boš ti povedal. V bistvu bil sem presenečen, ker sem nekaj dni nazaj naložil na YouTube nov video, skratka govore jasno o videih. Trenutno so na YouTubeu poleg tistih dejansko video formatov, kjer so zapakirane oddaje podcasta BIM pogovori, kjer je video samo pač en slajd oziroma ena slika z temi osnovnimi informacijami o oddaji. So pa zdaj naloženi še 3 dodatni, res takih video, kjer se da kaj videti. V glavnem, v bistvu, vsi 3 so iz nekih dogodkov, se pravi, CBIM je bil ta prvo, pač poročila CBIM-a, potem iz BIM Worlda in pa zdaj zadnji z dneva odprtih vrat, Knauf Installation. Niso bili snemani v enakem, mislim, v tem vrstnem redu. Knauf Installation je bil dejansko posnet 2 dni po, samo 2 dni po CBIM konferenci, ampak zaradi različnih razlogov, čisto se mi jezik zapleta, je to izpadlo tako, da je bil šele pred kratkim. Skratka, obdelan in narejen in predstavljen potem na YouTube. Skratka, to je zdaj tisti poizkus in recimo tle
bi vsekakor želela, da dobiva neko povratno informacijo, ali je to nekaj, kar bi vas zanimalo, ali nekaj, kar bi se dal pogledati in je gledljivo. Če ni gledljivo, lahko poveste jasno tudi, zakaj ne. Sem čisto odprt za vse kritike, nisem profesionalni video snemalec, kaj podobnega. Tako da se učim. Tako da je v bistvu, plan se mi zdi, da je, da bi vsaj na vsake toliko časa pripravila nek takle video. Ni nujno, da bo to zelo nekako sistematično ali pa na toliko in toliko časa, ampak pač po potrebi, ko se pokaže neka priložnost in se res nekaj takšnega, kjer je ta video zapis dejansko neka dodana vrednost temu, kar se da z govorom povedati. Tako da sem bil pa presenečen, da sem videl, da je vsem video z Beamworlda je imel nekih 70 ali 80 ogledov, kar pomeni, da ste vsaj tisti, ki poslušate Beam pogovore, šli še to pogledati, kar hvala lepa. Ne? V tem trenutku jih ima 88. No, Robi še ne dvakrat klikneš, pa jih bo 90. Jaz nisem niti enkrat pogledal tega. No, vidiš. No, skratka upam, upam, da so to kaj takega prijeli, ker je res, da gre še malo več časa kot za audio urejati, kot se ureja sam zvok, ampak recimo, da je želje tudi se nekaj naučiti zraven in tako naprej. Sej, kaj pa ostane zdaj še kaj drugega za leto 2019? Za 2019, kakšni so plani? Nekaj stvari je že v procesu, to bomo poslušali zapustila malo v pričakovanju, ne bova še vse povedala, ampak nadaljevati s tem. Mislim, da je ta format, kjer mi dva podajava neke informacije, pa ima vsake toliko časa tudi kakšnega gosta, ki je recimo osvetli to tematiko Beama na nek nov način, ali pa meni osebno se pač dopadajo stvari, kot smo imeli zadnjič s Comilabs, ki je pač, sem recimo bolj po duši, nek bolj programer, kot pa nekdo, ki se z Beamom res absolutno 100% ukvarja. Zato te stvari mogoče meni bolj na kožo pisane. Bomo pa videli, kako se bo stvari razvile naprej. Pač veliko zanimivih stvari se bo dogajalo za 2019, od nekih zakonodaj in predpisov in tako naprej. Vse te stvari tečejo. Nekaj se jih začel v 2018, vse to se bo nadaljevalo 2019. Jasno se neki novi projekti začenjajo ali pa so v fazi, tako da upam, da bomo lahko o tem tudi na Beam pogovorih kaj povedala. No in realno, kako dolgo misliš, da lahko še tak podcast obstaja? Ker se mi zdi, da če pogledava, zakaj se je sploh začel, pa glede na to, da nama tudi drugi priznavajo, da so malo pomagala dojeti ljudem, kaj bi naj ta Beam sploh bil, ne? Pa da se zdaj vse skupaj že spremenili, pa je v neki taki fazi, kako ne rečem, zrelosti, ali pa ne zrelosti, to je že preveč naprej, ampak recimo, nihče več se ne sprašuje, kaj Beam je, no? Zdaj se bolj sprašuje, kako bi jim lahko pomagal, ne? Dokdaj misliš, da bo prostor za tak podcast? Mislim, dobro vprašanje, no. Je zelo specifična tema. No, vse to je tudi en izmed razlogov, ne, za ta video. Se mi zdi, da pač to glasovno, samo zvočno podajanje pač lahko doseže samo določene, oblike informiranja. In pogosto, recimo, se zgodi, ali pa tudi takrat, ko smo imeli kakšne goste, ki je recimo govoril specifično o kakšnem programu, je bilo nekako čutiti neko potrebo, super bi bilo, če bi se dal to tudi videti ali pa pokazati na nek način. In potem sem razmišljal, kaj pa če bi se dal en video samo zraven. Ampak jaz verjamem, da velika večina tistih poslušalcev, ki poslušajo podcast, recimo ne vem, kakšen del, no, njih gre dejansko na zapiske in tam kaj poklika in pogleda. Nimam tega občutka, no. Niti ne meram, niti ne
se ne ukvarjajo toliko številkam, no, bom tako rekel. Vsaj osebno sem počutil, no, da bi bilo to neka res lahko dodana vrednost. Zato tudi recimo ta izgled v video, pa bomo pa videli, kako se to lahko stvari obrnejo. Lahko pa začnemo video pogovore, BIM pogovore snemati na ta način, da je video in potem se da tudi kaj pošerati, skrine in tako naprej in to nakombinirati. Tako da vse v luči boljšega informiranja. Koliko časa bomo to pa delali prosti robe, ki si glih hotel začeti govoriti? Ja, pa ne vem, bomo videli. Ja. No, jaz bi hotel javno razbliniti še eno famo, ki se nekako vrti okoli tega podcasta. Midva nisva plačana za to, da delava ta podcast. No? Čistko, to je čist. A to kdo resno misli, da sva plačana za to, ali kaj? Ja, dejansko so me že sprašvali ljudje, ali pa da karkoli dobiva tega, mi da ne dobiva nič od tega. Še eno stvar, da pojasnim, čeprav mislijo ljudje, da mi da to v službi snemamo, mi da večino časa to snemava doma, zvečer, ker prej ni časa. Tako je. Ponovadi, mislim, večino tega se jasno pol tudi doma naredi. Saj jaz te stvari ponovadi doma urejam. Včasih se zgodi, da je kakšna stvar popravim tudi tukaj v službi, ampak to je zelo bolj redko. Tako da, ja, večina časa gre pač ta prosti čas, recimo temu delno namenjava za tole. Ja, no. Tako da jaz serij pa Slovenija ima talent ne gledam. Zaradi BIM pogovorov. Robi, ampak jaz sem si pa prvošel, da smo pogledali finale talentov. Ampak to je za kak drug podcast. Ne, ampak moram reči, v bistvu to je tako kot zadnjič, mislim, da je Uroš rekel, da največji napredek je bil takrat, ki je AutoCAD dobo, da je na scrollu, oziroma na kolečku zoom dobo, bom jaz rekel, da je največji, sploh največji napredek je bil, ko so pogruntali zamik. Ker pa mi načeloma začnemo te stvari gledati res dejansko z enournim zamikom in potem greš lahko čez vse tiste reklame in na koncu zmer moraš kakšno reklamo pogledati, zato ko si že ujel vse te oddaje, ne, v živo potem. Tako da katastrofa glede teh reklam. Ja. No, to je pa to. A imamo še kaj za dodati? Ne. Neč, tole je bila taka novoletna oddaja. Sicer 1.1. zunaj upam, da bojo poslušalci to takoj poslušali, da bojo vedeli, da se bo znali pripraviti na 2019. Jaz sem zagotavljam, da ta podcast najbolj paše k sarmi. ob kosilu. Da bo cela družina vedela, kaj pričakovati od BIM pogovorov v letu 2019. Pa ob vseh novoletnih zaobljubah bi vam jaz položil na srce, da si zaobljubite, da boste vsaj enkrat poslali mail na najin e-mail naslov in nam povedali, kakšno je vaše mnenje, pa kaj bi želeli, pa kaj ne bi želeli, pa koliko se vam zdijo video predavanja, pa tak naprej. Pa kjer od naju vam gre bolj na živce. Robi, tukaj ni dileme, to sem jaz sigurno. Ja, to ne vem. Lej, ne moramo vedeti, ker nam noben ne pove. No, to je res. Ampak za nalaž sva rekla, da ne bova težila s kakšno uradno anketo, ampak apelirala na poslušalce, da pač pošljajo mail, nič ne stane. To se tako počutim, veš, kot tisti v YouTube videih fehtajo za like pa subscribe, mi to pa skozi za mail, mislim. Mi to svet se nej. To je tist, ki sem jaz tu na video urejal, pa sem rekel, pa jaz pozabil sem reči, da se mora subscribe-ati, ne? No, vse se heca vam, pa resno, info@bimpogovori.si, pa mogoče po kakem drugem kanalu kakšno rečemo. Drugače nam postane sem še, da vam zaželiva uspešno, pa srečno, pa jaz vam preko predvsem zdravo v novem letu. Držite se, pa se vidimo na kakem dogodku. Ali pa mogoče slišimo v podcastu. Tako. Ok, Robi. In poslušalci, adijo. Adijo.